Dobrodošli na podkastu Sodelujmo, ki ga izdaja AIPA, organizacija za kolektivno upravljanje in zaščito pravic avtorjev, izvajalcev in producentov audiovizualnih del v Sloveniji. Moje ime je Nina Gaspari in v današnji epizodi gostim dva gosta. Mojco Fatur, priznano slovensko igralko in predsednico Društva slovenskih audiovizualnih igralcev, in Saša Tabakoviča, tudi priznanega slovenskega gledališkega in filmskega igralca ter predsednika Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Z Mojco in Sašem govorimo o njuni poti, o študiju, o njuni karieri, govorimo pa tudi o tem, zakaj sta si poleg svojega dela izbrala še dodatno delo na področju sistemske ureditve pogojev za delo igralcev pri nas. Govorimo tudi o sodelovanju z AIPO, o tem, kako se je v zadnjih 15 letih spreminjal odnos in položaj igralcev pri zaščiti njihovih del in o tem, kako se razvija pot igralca skozi čas, kakšno je bilo v preteklosti in predvsem, kakšni so izzivi sodobnosti, vsakdanjega življenja in tudi prihodnosti s prihodom umetne inteligence. Vabljeni k poslušanju. Draga Mojca, dragi Saša, dobrodošla na podkastu Sodelujmo. Hvala za povabilo. Ja, živjo. Živjo. Pa bi mogoče kar takoj šla v pogovor. In sicer me zanima, Mojca, tebe malo dalj časa že poznam, moram to povedati, so v gimnazijski sošolki bili 2 leti, Saša, tebe bom danes malo bolj spoznala, ampak bom obema postavila isto vprašanje. Kako se je vajina pot začela, pa kdaj sta prvič začutila ta žar ob tem, da bi bila igralca, da bi šla študirati na AGRFT. AGRFT. Moja prva profesionalna izkušnja je bila film v Leru, ki se je zgodila v bistvu še preden sem študirala. Med počitnicami, med gimnazijo in pač med snemanjem sem zvedela, da sem naredila sprejemce. Je bila pa hecna zgodba, jaz sem v šoli kar naprej klepetala, še v gimnaziji. Se spomniš, da sem bila v Kotu večkrat, v gimnaziji. Se spomnim, v 4. letniku pri matematiki me je poslal in sem se res butasto pol počutila. No in ko sem spet tako enkrat klepetala, me je Čebronka, razredničarka za slovenščino profesorica, za kazen poslala v Tolmin na gledališko šolo. Kaj si boš zapomnila, da sem ne klepetatok? In sem mislila, kaj mi to pošilja za kazen, pa jaz sem to ful rada. In sem tam prišla v skupino od Nataše Burger, ki je ravno, pa oba z Mikijem, takrat sta bila še poročena, imela sta Nikolajčka, Mečkanga, je prišla iz Prage, kjer je študirala, oba sta tam študirala in najprej sem imela malo dolg nos, ker nisem imela pojma, kdo sta ona dva. Pa so bili vse te fini igralci. Jaz bi tudi bila pri unem pa pri unem, ampak potem se je prav eno tako zelo globoko prijateljstvo spletlo in Miki nas je hodil tam pač vmes gledati, ki je Nikolajčka vozil, se dojiti pa tako, in me potem čez par mesecev poklical, da snema svoj prvi celovečerc in da bi me rad povabil zraven. Na AGRFT, za katero nekateri mislijo, da je agronomija, sem pa pristala bolj kaj ne tako, po enem takem hecnem naključju, ker mene likovno v bistvu ful hicalo, sem mislila iti delati sprejemce na likovno akademijo, ampak ker sem tak kampanc, pa vse zadnji moment sem imela, nimam časa pripraviti mape in pa sem tuhtala, kaj bi bilo še toliko v bistvu kreativnega in sem rekla, AGRFT, tam so ziher tudi, bomo ful ustvarili, to imajo verjetno atelje, bomo izdelovali scenografijo, naučili se bomo šivati kostume, pisali bomo tekste, to je še boljš, ful je razprto. In potem so spil zemljič enkrat, ker sošolka moja bila na faksu, sedele tam na unih štengicah in je že kar nekaj mesecev minilo in sem jaz tako rekla, pa kje so vse te dvorane? In me ona gleda in reče, kje je dvorane? Sem pa te ateljeji pa to. O čem ti govoriš? Sem rekla, ja to, no, kaj o čem govorim, kje bomo delali sceno pa kostume? O čem ti govoriš? Te 2 dvorani sta. Jaz sem pa, kaj? In me je tako ena rahla. Mogoče je to bilo edino obdobje v življenju, ko sem imela občutek, da me zagrabila depresija. Reality check. Evo, ja. Ja, moja izkušnja je mogoče malo tudi podobna Mojčini, zaradi ker jaz sem v bistvu Vzporedno z gimnazijo delal tudi konzervatorij za glasbo in sem nekako mislil, da bom pač s to glasbeno
potjo nekako nadaljeval, ampak bi moral, ker sem takrat pač igral harmoniko, bi moral za ta študij iti v Avstrijo, torej ali v Salzburg ali na Dunaj, tam delati spremne izpite in potem sem na neki točki rekel, ampak jaz v resnici nočem iti v Avstrijo, ne. Pa sem imel še neko obdobje, ko sem hotel iti v bistvu študirati muzikologijo, ampak potem se je pa kar nenadoma zgodilo to, da so bili na isti dan spremni izpiti na AGRFT in na muzikologiji in sem si rekel, jaz sem kar imel probati na AGRFT, tako da ni bila moja od nekdaj želja, da bi bil igralec. To me nekako v bistvu tako kar odneslo tja, no. Ampak oba sta tako dokaj hitro, ti Mojca sploh nisem vedela, da bi v Leru še predno si začela študirati. Jaz imam tako nekako spominje, da si ti že v gledaliških igrah igrala, ko smo bili še v gimnaziji. To imam mogoče narobe. Že v osnovni sem bila v gledališkem krožku, ampak to sem zato, ker nisem športen tip, pa zato, ker nisem pretirano muzikaličen tip in potem, ker živiš tako izven Ljubljane, ti kaj dosti manevrskega prostora ne ostane. Ja. Smo bili tudi taki, ki nismo bili nikjer. Ne, ampak se mi zdi pa dosti neverjetno, ali pa mogoče ne, mi boste mogoče podrla to teorijo, da sta oba zelo hitro na svojih področjih začela ustvarjati, tako da vaju je tudi širša publika spoznala. Tebe že v filmu, ti si tudi začel že kmalu, pa tudi prve nagrade si dobil že zelo kmalu po koncu študija. Ja, v bistvu se je začel bolj s filmom, Pod enim oknom pa Na planincah, ker sem to v bistvu snemal, ko sem bil drugi letnik akademije, oziroma po drugem letniku, tretji letnik akademije. Prvo je bil Na planincah z Mihatom Hočevarjem, potem pa z Metodom Pevcem Pod enim oknom. Tako da v bistvu, predno sem začel delati v gledališču, sem v bistvu imel v bistvu film za sabo, no. No, vidiš, oba. Ja. To je ful dobro, ker vajna zgodba je drugačna od zgodb, ki jih poslušamo nekakšnih hollywoodskih igralcev, ki so kelnarali, ne vem koliko, 20 let. Ne, ni bilo tako. Jaz ne bi mogla kelnarca, bi zrušila, nisem spretna. Drugega mi ni preostalo, kot da grem. Kot da uspeš. Ja, Ampak mogoče zdaj, ker smo pa že toliko časa tudi na tem svetu, da imamo že tako malo daljši spomin, pa me mogoče sam zanima, če malo širš pogledamo na razumevanje poklica igralca, ki je na svetu že tudi, kar se poznamo. Ampak, kako se je ta poklic spreminjal v vajnem času, odkar se ukvarjata s tem poklicem? Ker danes, naprimer, ko gledamo, vidva sta oba, sta v gledališču, sta na filmskih platnih, ti si bila tudi v serijah, a si bil tudi v kakšni seriji? Jaz sem v eni, v Dolini rož. Aha, točno, ja. No, in kako, danes ne imamo pa pa imamo platforme pretočne pa tako naprej. Kako vidva gledata na to, kako se je razvijalo to, če sam pogledata vajino pot? A je danes ful drugače, kot je bilo? Kar se tiče karier, se mi zdi, da je zelo različno. Kar se mi zdi, da je se spremenilo, se je spremenil v resnici nekak socialni status v bistvu igralskega poklica. Recimo še v nekdanji skupni državi, Jugoslaviji, pa potem recimo tudi po osamosvojitvi, se mi zdi, da je to delo nekako bilo tudi, kako bi rekel, vrednoteno, da je bilo prepoznano tudi kot neke vrste intelektualno delo, Tudi, kar se tiče zaposlitev, je bilo veliko bolje. V gledališčih, praviloma, saj v moji generaciji, je bilo še tako, da v bistvu, ko si končal akademijo, je bila neka možnost neke stalne zaposlitve. Torej, da si bil angažiran v gledališče za neki daljši čas, da si bil v bistvu v tem smislu tudi eksistencialno morda bolje preskrbljen. Se mi zdi pa, da se je s časoma v bistvu, kakor je se politika ekonomska spreminjala, in tudi svet, v kakšnem danes živimo, se mi zdi pa, da je v tem smislu ta poklic veliko bolj nestanoviten. Sicer mi še vedno v gledališčih imamo zaposlitev za nedoločen čas. Težava je v tem, da se starejši igralci praviloma ne upokojujejo, ker imamo takšen trenutno tudi sistem, da se jim ne splača upokojiti, kar pomeni, da ogromno mladih ljudi ostaja brez nekih stalnih angažmajev v gledališčih. To pomeni, da so na nek način prisiljeni v prekarno delo, in je to seveda v bistvu velika težava, ker v resnici na drugi strani samo od filma, snemanja filmov, nimamo tako velike produkcije, da bi od tega lahko človek oziroma igralec živel. Torej, se mi zdi, da je nekako poriv praviloma, govorim praviloma, je takšen, da se denar oziroma neka eksistenca išče znotraj gledaliških krogov, ne toliko znotraj AV sektorja, če lahko rečemo. Tako da imamo zelo malo igralcev v resnici, ki so na svobodi in ki živijo izključno od AV dela. To je praktično
v Sloveniji nemogoče. Kaj je ti, Mojca? Pa zelo podobno, kot je kolega tako lepo razplastil, komot bi bil muzikolog in filozof in vse. Ja, definitivno, mislim, jaz se spomnim, mi smo tudi na faksu, skoraj vsi študenti ves čas sodelovali v gledališčih, pač smo bili kot gostje in honorarji sploh niso bili slabi. Se večkrat s kakšnimi kolegi, igravci, tako moje generacije pogovarjamo, Madonna, se smo najbolj služili takrat, ne? Pa ogromno serij se je snemalo, tudi s kolegom, ki ga ne vidite, tlele za kamero, sva sodelovala na eni ali celo na večjih. Ja, mislim, tako... Ja, in tudi bolj se mi zdi, da je bilo cenjeno. Na nek način, da se je res... Jaz ne vem, a se je danes tudi z vsemi temi družbenimi omrežji, pa telefončki, pa kaj je kar že vsak mal lahko tako igralec, ne? Tako kot je vsak lahko že pevc, pa fotograf, pa vse sorte, mogoče se je tle rahlo razvrednotilo. Ne vem. Eno provokativno mogoče vprašanje. Oba sta gledališka igralca in oba sta bila na filmskih platnih, če poenostavimo. A drži teza, da, ali pa mogoče včasih, ali pa mogoče imam jaz tako predstavo, da gledališki igralci so tisti, ki so, tako, mislim, to je pa igralec, ne? To je pa ta resno, kot si prej rekel, intelektualno, te resno vzamejo. In tako, televizijski igralci, pa mogoče igralci, ki so po serijah, pa mogoče, da so vrednoteni nižji. A to drži, ali je to neka taka napačna predstava? Mogoče je bilo včasih, ampak se mi zdi, da danes pa serije pa vse to res tako pridobivajo na teži. Se ti ne zdi? Mislim, da je to bolj vezano, se mi zdi tudi, ali je človek, ki igra, končal recimo akademijo ali ne. Torej, ali gre za profesionalne igralce, ali gre v bistvu za neke vrste amaterje oziroma naturščike. V gledališču praviloma naturščik ne more igrati, ker zato pač ni obrtno opremljen. Ti zato, da lahko v gledališču igraš, potrebuješ neka določena znanja, obrtna, kar se tiče, ne vem, gestusa, govora in tako, ne. Zdaj, film znotraj svoje pač estetike mogoče zahteva, je vendarle malo drugačen, ne. Ampak jaz še vedno tudi mislim, da tudi tam potrebuješ zelo dobro šolanega igralca, zato da lahko pač ustvari neko vlogo. Se mi zdi, da je to nekako bolj vezano na profesionalizacijo poklica, kot pa v bistvu, da bi rekel, da je, ne vem, igralec na filmu manj cenjen kot pa v gledališču. Konec koncev, v svetovni produkciji ni tako, ne? V svetovni produkciji v bistvu ljudje praviloma, zelo zanimivo, ne? Ker če lahko rečem, to je spet vezano seveda na politiko, ne? Ta vzhodni del Evrope, ne? Ki je veliko dolna tradicija gledališča, ima še vedno pravzaprav ta sistem stalnih gledališč, torej repertoarnih gledališč, stalnih ansamblov, medtem ko ta zahodni del pa ne. Tam je veliko bolj vse podvrženo trgu in to se recimo v gledališču tudi pozna. Na drugi strani je pa zato pri njih AV produkcija veliko močnejša, veliko več sredstev vlagajo v AV produkcijo in so potem tudi zneski in honorari toliko večji, še posebej potem Hollywood, ki gre pa v neke res ekstreme, ki so včasih na trenutke mogoče tudi malo neokusni. Tako da, ne vem, odvisno. Pa jaz mislim, da so naturščiki lahko izjemni na filmu, ne? Ampak imajo zagotovo ful ožji nek diapazon, nekih likov, nekih transformacij, ki jih zmorejo. Prav zaradi tega, ker pač nimajo tega organa izmojstrenega, ne? Pa mogoče zdaj, ko sem poslušala tebe, sem pomislila na to, kako se je pred že leti, glih v Hollywoodu zgodil pa ta premik, ne, iz teh velikih filmskih igralcev, ki so nastopali v velikih produkcijah in so šli sicer tudi na velike produkcije, ampak naprimer v serije. Ne vem, se spomnim Kevina Spaceyja, ki je šel House of Cards, pa je bilo takrat Kevin Spacey, Oscar, a veš, zmagovalec na Oscar, ne vem, koliko je takrat 2 ali 3 Oscarje celo, zdaj pa v seriji igral, ne. Ampak je pa takrat se to ful spremenili in zdaj je to tako kar nekaj čist normalnega rata. Ja, se mi zdi, da to je bilo pač tudi povezano v resnici s kapitalom, ne. Ker se je zelo veliko začelo vlagati v serije, tudi predvsem v scenarije, torej razvoj scenaristike in to je seveda potem potegnilo za sabo veliko večje kompleksnejše zgodbe in zato so potem tudi se zgodil ta preliv igralcev potem v serije. Da gremo nazaj k nam. Zdaj, vidva oba, poleg tega, da sta uspešna igralca in da ima to prepoznavnost, ki ste jo gradita že zdaj kar
desetletja, lahko rečemo temu, a ne? Ja. Ne bomo računali. Ne bomo. Ampak oba sta se nekako našla tudi v tem, da sta se lotila nekih reševanja nekih sistemskih izzivov, ki jih ima vajno področje. Mi ti si malo, Saša, to že omenil, pa mogoče Mojca najprej tebe. Ti danes, poleg tega, da si igralka, vodiš tudi Društvo slovenskih audiovizualnih igralcev, pa me najprej sam zanima, mogoče da malo predstaviš to društvo, zakaj je sploh nastalo, mogoče kakšno vrzel je hotelo zapolniti, pa kakšne so ključne usmeritve ali pa izzivi, s katerimi se ukvarjate. Ja, društvo predvsem dela na tem, da se izboljšujejo pogoji za stroko, za igralce, organiziramo cel kup izobraževanj, da mi pomagaj, ker si bolj delavnic različnih. Ja, to so izobraževanja. Ja, Skratka, ja, tudi zelo je bilo aktivno društvo, prav tudi, pač ko je bila AIPA, da smo se pomagali izboriti za te pravice. Jaz sem slaba v teh zadevah. Ampak ste fokusirani na AV igralce. Ja. Se pravi, ne gledališke igralce, ampak na... Samo audiovizualne. Ok. Saša, ti vodiš pa zvezo... On je pa moj šef. Ja, zvezo Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki pa širše področje, ki vključuje več društev, kot naprimer je Mojčino. Tako je, ja. Kaj pa je pri vas? Zveza je pa v resnici krovna organizacija različnih društev z področja AV sektorja. Torej, če gremo zdaj na imetnike pravice, predvsem avtorjev, soavtorjev, izvajalcev, producentov, je pa seveda ta mreža zveze širša od tega. Torej, vključuje vsa strokovna društva, ki so kakorkoli povezani z AV sektorjem. Torej, in v resnici zveza povezuje članice. Strukturirana je skozi predsedstvo oziroma upravni odbor, kjer je predstavnik, član odbora je predstavnik vsakega društva, in vsako leto imamo skupščino, tako kot društva, imamo okoli 770 članov, tako da v bistvu gre za neko krovno, lahko rečem, reprezentativno organizacijo slovenskih filmskih ustvarjalcev. In vsak se včlani, mislim, samoiniciativno, vsak, naprimer, filmski ustvarjalec. Ja, v bistvu je tako, da ustvarjalec mora imeti pogoj za to, da se lahko včlani prvo v društvo, in s tem, ko postane član društva, avtomatično seveda postane tudi na nek način član zveze. Zveza neposredno ne komunicira z vsemi člani, ampak pravzaprav je, kot rečeno, neka krovna organizacija, kjer so predstavniki društev, kjer imamo pravzaprav različne teme, od reševanja nekih vprašanj, kar se tiče delovnih pogojev, financiranje AV sektorja, do nekih potem tudi ugodnosti za člane, kar se tiče, promocij, brezplačnih vstopnic za različne festivale in podobno. Torej, v bistvu zveza zelo nek širok spekter vprašanj v bistvu pokriva, se pa dobivamo enkrat tedensko na kolegijih oziroma enkrat mesečno imamo seje in se potem odpirajo vprašanja, ki pač pestijo vsako članico, torej vsakega predstavnika društva posebej, in potem jih tudi pač sproti rešujemo. Se to me zdaj zanima malo, ker društvo, če držijo informacije, ki sem malo raziskvala in se pripravljala na ta pogovor, vi po članstvu ste največji znotraj zveze. Najštevilčnejši in najmanj težav ti povzročamo, povej. To boš zdaj povedal, če drži? Drži. Kar se tiče težav, pa ne bom povedal, ker hočem biti v tem smislu korekten in nevtralen. Tako da, ja, v bistvu društvo DSI je v resnici po številu članov največje, ker je tudi število igralcev v tem smislu največje, znotraj enega društva. Potem imamo seveda tudi društvo režiserjev, ki imajo svoje sekcije. Potem imamo 2 producentski društvi, tako rečem, nekatero je določeno društvo vezano. Imamo še eno društvo, ki je ravno tako producentsko, vezano na animiran film. Potem imamo v bistvu društvo, ki se dotika direktorjev fotografije in pa montažerjev in pa potem od maske, kostuma in scenografije. Tako da v bistvu pokrivamo vse, če lahko tako rečem, sektorje znotraj recimo enega filma. No, ampak zdaj tako, glede na to, da nimaš težav z ta največji številč. Z nobenim v resnici nimam težav, da ne bo kaj narobe razumelo. Ne, pridni smo. Vsi smo pridni. Ne, ampak vseeno me pa, veš kaj me pa vseeno, mogoče Mojca za tebe vprašanje, da kako se ti zdi, da društvo, naprimer,
A se ti zdi, da tako ste postali, koliko časa ste od ustanovitve, koliko ste stari zdaj? Koliko smo, ker prav tako društvo je že dlje časa, ampak da se je prav sformiralo pol res tako neko resnejšo organizacijo. Ja. Jaz sem pač zdaj predsednica, zdaj se mi počasi izteka mandat, ki je 2-letni, pa je pol upravni odbor, pa nadzorni odbor, pa častno razsodišče. Koliko pa imamo? 10? Recimo 10 let. 10 let, ja. Ampak v tem času se je kako zastopate stroko, se je to izboljšalo? Kaj so tiste stvari, ki so naprimer bile tako? Tudi ti kot igralka, ne? Če zdaj vodiš 2 leti, kot si bila članica, a ne? Kako si ti to videla, da se je mogoče razvijalo v tem obdobju, odkar društvo? Pa ja, vedno resnejše postaje. Pač tudi projekti so vedno konkretnejši. Zdaj, naprimer, imamo en tak projekt skupaj z DUS-om, certifikat Iskra, smernice za snemanje intimnih prizorov bomo zdaj v maju najverjetneje dali ven. Pripravili smo neko tako tipsko pogodbo, ki pač ne velja tako, ampak jo bojo lahko imeli člani za pomoč pri pogajanjih. Vsako leto izvedemo res veliko delavnic, raznih izobraževanj. Tako, ogromno je idej in se mi zdi, da vsako leto nam uspe kar tako kakšne 2-3 res take večje projekte speljati. Speljati do konca, ja. Narediti. To za intimne prizore, se pravi, da se bo prav naredilo, kakšen je protokol v navednicah pri snemanju? Ja, koliko ekipa je lahko na... To bojo smernice, to ne bojo zdaj, ne bo pravilnik, ne bojo, ne vem, zaukazano, da je tako, ker so nekateri iz drugih društev že trzani, pa nič se ni treba bati, to so smernice, ne. Tako da bo nam vsem lažje in bomo vsi lahko kreativnejši in, ne vem, bojo ljudje varnejši v teh prizorih. To je bilo pa 3 leta nazaj na festivalu Kraft, pri katerem društvo tudi sodeluje s strokovnim programom, je Ita O'Brien, to je pač koordinatorka intimnih prizorov iz Velike Britanije, imela predavanje in delavnico, pa sem jaz pa še na par igralk, smo se tako hecali, kaj to, mislim, kaj? Koordinator intimnih prizorov, zdaj ti pa še to bo rekel, ja, tako se ga primi. Pa sem pa šla na to delavnico in je bilo pač noro. In pol me je to toliko zagrablo, da sem se jaz pol zagrebla v društvu, takrat, če nisem bila predsednica, in se rekla, jaz bi to prevzela projekt, jaz bi imela smernice in zdaj jih končno. Tudi delamo vsi pro bono, za nič nismo plačani, zato ene stvari malo dlje trajajo, ker pač moraš usklajevati svojim pač delom, obveznostmi, družino in ja, zato je tudi. Če bi to bila služba, bi sigurno v krajšem času več naredili, ne? Ja, se lahko rečem, da je na zvezi pravzaprav nekaj vrste zelo podobno, ne? Mi sicer se bolj strukturirano ukvarjamo z določeno problematiko, ki mogoče širša in tako specifična, kakor so potem vezana na različna društva, ne? Je pa res, da absolutno tudi zveza v tem smislu deluje, člani zveze, torej člani upravnega odbora tudi v tem smislu delujemo pro bono, ne? Te funkcije jemljemo predvsem v nekem smislu častno, ne? In vsa sredstva, ki jih potem zveza pridobi, ali gre recimo za določene razpise, ravno tako se je zveza prijavila na razpise, a ne, letos smo se prijavili na nek zelo velik razpis na Ministrstvu za kulturo, imenovali smo arhiv, ki je 4-leten projekt, a ne, in smo tudi določene sredstva dobili, ampak to je seveda vse v smislu zato, da se pravzaprav člani opolnomočijo, ne, da lahko v bistvu pridobivajo neka dodatna znanja, da se potem tudi neke problematike mogoče malo hitreje rešijo, ne. Je pa res to, ne, da v bistvu kar pesti, se mi zdi nasplošno, ta nevladni del, če lahko rečem, ne, kot so recimo društva, zveze, da bi si želeli v bistvu v tem smislu morda na neki točki morda večje profesionalizacije, ne. Ker je treba vedeti, da znotraj tega področja sektorja mi v resnici nimamo recimo sindikalnih gibanj in podobno, ne, ki bi neke določene problematike urejala, ne. Tako da mi smo nekako na nek način prisiljeni v to, da se usedemo za mizo, pa se probamo o določenih problemih tudi pogovoriti, ne. Tako da, če bi bila večja profesionalizacija, se mi zdi, da bi bilo tudi potem to delovanje mogoče malo bolj razgibano, pa na drugi strani se mi zdi, da bi tudi morda politika hitreje pa bolje prisluhnila v bistvu našim težavam, no. Prej si omenil, kako gre običajno pot igralca, igralke, ko pride s fakultete, pa potem na gledališče, pa si omenjal tudi te zaposlitve za nedoločen čas v primerjavi s tem, da jih je veliko tudi na
prekarcev ali pa verjetno samostojno podjetništvo, a ne, v takšni ali drugačni obliki, ni nujno, da je samo prekarno, ampak ja. To je eden verjetno od izzivov. A so še kakšne take stvari, ki jih vidva oba tako opazite v vajni stroki, ki so zdaj v tem času, ki živimo, ene take štrleče štange ven, s katerimi se je treba ukvarjati? Ja, mislim, na filmu človek, film je sam po sebi je v bistvu projektan, ne. Torej, v bistvu film je način dela, kjer človek težko reče, da bi lahko imel pogodbo za nedoločen čas, ne. Torej, projektno delo, ne. In je potem seveda vprašanje, kako, na kakšen način so ta projektna dela oziroma ti projekti financirani. Torej, manj, ko je sredstev, ne, nižji so seveda tudi honorarji, ne. In je potem seveda eksistenca je toliko težje zagotoviti, ne. Torej, bistvo je to, da se danes, največji problem, ki ga sam vidim v tem trenutku, je, da imamo ogromno neke ustvarjalne energije, ogromno nekega entuziazma, se mi zdi, kot je tudi že Mojca rekla, v bistvu nek dela v resnici, ne morem reči pro bono, ne, ampak zelo malo sredstev, je ogromno ljubezni v film vloženo, ne. In na drugi strani seveda potrebujemo spremembe na način, da bi bil film veliko bolje financiran, ne. In potem seveda vsi govorijo ta klasična, vsi hočejo več sredstev, ne. Ampak dejstvo pa je, da mi ne moremo konkurirati niti tujini več ne, kar se tiče nekih koprodukcij, ker enostavno premalo sredstev namenjamo za film. In če mi želimo recimo vstopati neko resno filmsko produkcijo, ne, moraš seveda biti tudi resen financer. In potem se vsi sprašujemo, zakaj pač gledamo neke vrste socrealističnih slovenskih filmov, je zaradi tega, ker se enostavno kostumske drame ne moramo privoščiti, ker nimamo sredstev, da bi jo lahko posneli. In tudi nimamo določenih sredstev, da bi lahko v bistvu šli se neke večje koprodukcije, kar se tiče mogoče nekih zgodovinskih drama, ne. Ker pač to vse za sabo potegne, žal, pač film stane. Ne, to je pač estetika, ki zahteva določena sredstva, če želiš, da je v bistvu primerljiva s tujino. Ker teh v resnici malih, velikih filmov, ne, temu jaz pravim, ki so v bistvu mali filmi znotraj produkcije, pa v bistvu izpadajo kot veliki filmi, ki so lahko potem tudi primerljivi s tujino, kjer v bistvu slovenski film pobira nagrade v tujini, ne. V resnici je treba vedeti, da je način dela izjemno izčrpavajoč, da so ljudje, ki delajo znotraj AV sektorja, preutrujeni in da je enostavno naloga države, da jim zagotovi pogoje, da bojo lahko v bistvu delali normalno in da bojo lahko delali velike filme, ne. Tako da mislim, da so sredstva, sistemske spremembe, kar se tiče financiranja filma in način obravnavanja filma, pač tukaj še vedno smo zelo v zadju, ne. In pač upravičeno tarnamo, zato ker nas v bistvu premalo se ne sliši. Res je to, da so se zadnja 4 leta sredstva malo povečala, ne, to je treba biti pošten povedati, ampak niso se povečala pa toliko, da bi lahko rekli, no, da smo pa končno na zeleni veji, zdaj pa je super krasno in vsi se imamo fino in zdaj bomo samo še ustvarjali velike filme. Ja, mislim, nismo v bistvu v tem smislu, lahko rečem, konkurenčni, ne. Zdaj se, ko sem te poslušala, imam pred očmi pogovor, ki sva ga posneli za drugo epizodo z Natašo Bučar, direktorico Slovenskega filmskega centra, ki je zelo podobno govorila in povedala iste stvari. In ena od stvari, ki mi je ostala v mislih, tudi za mene, ker nisem naprimer neka taka, ne delam znotraj AV sektorja, da bi ga poznala od znotraj ven, ampak sem neka rada grem v kino, rada pogledam slovenske filme in tako, ampak včasih tudi mene je znalo odnesti, kam zakaj pa ne moramo neki, ne, tako po domače, a ne. Mi je ostalo v spominu to, kar je Nataša Bučar, ena stvar, ki jo je omenila, je bil en projekt, ki ga je zdaj Slovenija delala z Avstrijo in je omenila, kako so v Avstriji organizirani, ko je šlo za koprodukcijo in kakšne težave je imela v bistvu slovenska ekipa, ki je delala z avstrijsko, ker v Avstriji imajo kolektivne pogodbe, naprimer, a ne, in se je že tukaj pokazalo to nesorazmerje, ki si ga tudi zdaj omenil. Druga stvar je pa to, da se mogoče v Sloveniji ne zavedamo, da zaradi naše majhnosti, pa predvsem ne tega, da smo geografsko majhni, ampak ker smo jezikovno majhni, da naši filmi ne bojo nikoli mogli biti financirani drugače, kot s tem, da ga bo država podprla, ne. In se mi zdi, da tukaj si mogoče malo mečemo pesek v oči, če mislimo, da bo prišel nekdo, nek velik gospodarstvenik ali pa podjetnik uspešen, bo rekel, evo, tle imate, ne, delite, ne deluje to na takšen način, ne. Tako da, Kaj pa mogoče te izzivi, ki zdaj prihajajo še
mislim, zdaj govorimo o prihodnosti, ampak mi smo že tukaj, ne, malo umetno inteligenco, se malo hočem napeljati na to, ne. Zdaj, kar jaz poslušam v tujini, je ta strah AV industrije zelo visok, ne, potem, da se bo veliko stvari nadomeščalo z umetno inteligenco, tudi ne da bo zdaj zginila delovna mesta, ampak mogoče, ne vem, če je bilo prej 8 kostumografov, boste mogoče zdaj, ne vem, 2 ali pa 3, no, v tem smislu, da se bo zelo ožale ekipe, ne. Plus, konec koncev tudi za igralce, kaj to pomeni, ne. A se tukaj pogovarjate o tem? Se pogovarjamo in mislim, da nam je itak vsem čist nepredstavljivo, kam to lahko gre. Pred kratkim je AIPA organizirala en tak prav panel na temo umetne inteligence in je eden izmed predavateljev se nam opravičil in je rekel, lejte, jaz se zelo opravičujem, nisem imel časa, da bi zvečer pripravil to predavanje, ker sem bil v veliki gužvi in sem ga že dopoldne, tako da to je zdaj že zastarelo. Pa je bilo manj kot 24 ur. Ker je rekel, da gre s tako hitrostjo umetna inteligenca naprej. Je rekel, jaz od tega živim, s tem se 24 ur dnevno ukvarjam in ne zmorem popolnoma slediti. Zato se mi zdi, da ne vem, če se sploh zavedamo razsežnosti in kako hitro in kaj vse se bo zgodilo. Pač ja, že vidimo, da... A se že vidi, ko se že kaj tako opazi, da so kakšne stvari, da se spreminjajo tako čisto v vsakdanjem? Jaz mislim, da naprimer celovečerne risanke, ko jih mi igralci sinhroniziramo, se bo hitro znalo zgoditi, da bojo z umetno inteligenco, da bo že sam studio, ne vem, Disney ali pa v bistvu njihove igralce, ki v original sinhronizirajo, da bojo direkt, ko se reče... Prevod, da se bo sinhronizacija... Ja, in tudi njihov glas, in potem tudi on, v bistvu se vse spremeni na usta, ne? Pač to je noro, kako se to hitro naredi. Se pravi, da se mi zdi, da nam mislim, da je neka taka najbolj grožnja. No? Je pa res to, da se že opaža, da je že neko podjetje v Ameriki naredilo v bistvu AI igralko, torej v bistvu izmišljeno osebo, ki jo v bistvu že prodaja produkcijskim hišam, da bi nastopala v filmu. To pomeni, da imamo v bistvu AI, samo neko bi temu rekel, umetno inteligenco. Mislim, so se uprli igralci v tujini, ne? Se uprli, ni robot, pa ne more ni robot, ampak v resnici gre za algoritem. Ja. AI je v resnici algoritem, je statistika. Ja. In torej ta algoritem bi naj nastopal v različnih vlogah. A je že nastopala? Je že nastopala. Že nastopala v 2 filmih in se zgodil seveda velik revolt. Ker se oddaljujemo od tega, da ne bi nam v bistvu ta razvoj v bistvu pomagal, ampak bo v resnici samo jemal delovna mesta in pehal ljudi v revščino. Ne samo v bistvu, kar se tiče eksistence, ampak na drugi strani tudi duhovne. Na končni fazi človek je tisti, ki ustvarja, ne algoritem. Vsa ustvarjalnost je v duhu človeka. Potem se ločimo v bistvu od ostalih živih biti, konc po kreativnosti. Tako, in mi smo živa bitja, AI ni živo, to je v bistvu predmet. Letos so na Gramijih prvič podeljevali Gramija za AI artista. Je par glasbenih producentov, med njimi 2 prav neke velika imena, ki imata cel kup enih zvezdnikov in nagrad in hitov, so izdelali svoje AI artiste, se pravi vse, celotno podobo, od las, barve oči, polti, giba in vse. Muska, nastop. Ja, kar srhljivo je. Ja. Ampak se mi zdi pa na drugi strani, ker seveda to vse vendarle prihaja iz enega samega jedra in to je ta pač globalističen zahod, če lahko rečemo tudi Hollywood, se v končni fazi gre za isto mentaliteto in ravno ta mentaliteta je problem. Še dolgo nazaj, ko se ni toliko govorilo o AI, smo imeli v bistvu ta velik kult mladosti, večnosti, kjer smo nenadoma gledali v bistvu igralce, ki namesto, da bi sprejemali svojo starost, ker je tudi v tem neka čar, neka lepota te zrelosti, smo gledali v bistvu starejše igralce, ki poskušajo biti ponovno stari 20 let. To pomeni, da se botoksirajo, zelo so v razmahu plastične operacije. V bistvu živi igralci postajajo vse bolj in bolj podobni drug drugemu. In potem se dogaja nek paradoks, kjer v bistvu ti isti igralci imajo težavo, zakaj jih v bistvu nadomešča algoritem. Mislim, da se je zgodila v bistvu nek začaran krog, ki je zelo vezan pač na mentaliteto potrošniške družbe in je
v tem smislu v bistvu zelo problematičen, ne? Ampak se mi zdi, da je seveda na eni strani krivda lahko rečemo, produkcijskih odnosov, ne? Ampak na drugi strani pa morda tudi krivda samih ustvarjalcev, ki so v bistvu na nek način tlakovali pot, da smo morda danes tu, kjer smo. Vidiš, da ko vsi 60-letniki v Hollywoodu izgledajo, da jih imajo 20, da bo umetna inteligenca poslala svoje postarane igralce. Mislim, ker ne moreš, v tem smislu nikoli ne moreš tekmovati. Ne? Mislim, ta potreba, da se tekmuje v bistvu s to mladostjo, ne? To je v bistvu zelo klavrno, zelo žalostno. Ne? Žalostno in absurdno je. Veš, glih lani je prišel ven ali predlani nek film, se neka kao romantična komedija, ki se je en 25-letnik zaljubi v eno 40, pač v 40 letih. In bi lahko bila taka ful lepa, močna zgodba, kako v bistvu ženska v svojih 40-ih, hčerka je že tako odrasla in v bistvu ženska je postavljena in ve, kaj hoče in lej, zdaj se en mlad. Ne? Ampak je izgledala, da je toliko stara kot on, ker je vsa spimpana, nategnjena in je sam tako izgledalo, o čem sploh zdaj gledamo ta film. Kaj je to? Tako izumetničeno, Ja. se izpade. Pa ne vem, kada smo se mogoče že tudi s tem, pa sem ful vesela, da si omenil, da igralce, ker jaz to, mi dve kot ženske, po mojem to opazujeva itak malo bolj tako ženske, a ne, to gledamo že od forever, a ne, ampak tudi moški to počnejo. Seveda. Ne? To je Vedno tako bolj Ja. s temi nabitimi lici zdaj pa. Ja, res, ja. Se mi zdi tako, da se prav... Lej, kako je naraven. A vidiš, predsednik zveze, ki je pro bono, nima financ. Da bi še na malem bodu. Ampak veš kaj, mislim, da so se v prvi epizodi podcasta pogovarjali Klemen Dvornik pa Dane Hočevar o tem, kako zdaj v tujini igralci že poskušajo zaščititi ta svoj glas, stas. Ne? Pogovarjali so se, na primer, da bi lahko, zdaj, ko se reče to v slovenščini estate, ne vem, od Humphrey Bogarta, na primer rekel, ja, lahko uporabite Humphrey Bogarta, da igra, ne vem, z Natalie Portman v novi filmski uspešnici, ne vem, Pod svobodnim soncem, whatever. A se vidva kot igralca, a razmišljate kaj o tem, ali to še tako se vam zdi čist neki oddaljeno in abstraktno? A so kakšne te debate? Mene take stvari ful fascinirajo. Ja, mislim, so, ne, ampak je to seveda povezano tudi z neke vrste avtorskimi pravicami, ne, ki jih imajo v bistvu določene zdaj že produkcijske hiše oziroma studiji, ki so takrat v preteklosti imeli pogodbo s takšnimi igralci, ne, in so še vedno lastniki v resnici njihovih del, ne, niti ne toliko družine. Ne. In jaz v tem vidim tudi neko težavo, ne, zaradi tega, ker grozno je v bistvu, da ti s svojim delom avtorskim, ne, kot igralec, po svoji smrti ne moreš v bistvu več razpolagati, kar je logično, ne, ampak se mi zdi pa nekako prav, da bi morali tudi dediči te tvoje dediščine, ne, to v bistvu ne gre samo za igralce, gre v bistvu za vse ustvarjalce, ne, naj je to literatura, film, glasba, ne, da v bistvu, da nimajo, kako bi rekel, ta pravega odnosa do dediščine, ampak v bistvu dediščina postane tudi nekaj vrste kapital, tržna dobrina, ki jo potem s pridom dediči izkoriščajo. Ne. Tako da jaz sicer imam s tem težave, ker v končni fazi se mi zdi, da spet se vračam na ta bios človeka, ne. Ko se pač človek v tem smislu konča, ne, ostane nek njegov odtis, ne. Na filmu je pač to, ko bi rekel, ni minljivo, ne, v gledališču je minljivo, ne, ampak nekje je pa tudi v tem, no, v tej minljivosti, no, in je smisel v tem, ne, in se mi zdi, da bi morala biti ta dediščina bolj čuvana, no, tako da to, kar se pa zdaj dogaja, ne samo to, da v bistvu, da dediči dajo te pravice, ne, ampak v resnici tudi določeni studiji in podobno kradejo glasove, ne, in so potem toženi in tako, no, v glavnem. Dogaja se kar v bistvu grda situacija, no, kar se tiče kraja avtorskih pravic. No. Ješ po tvoji smrti, te bomo lahko gledali v telenovelah, kad se bo potomstvo prodalo. Ne bo dovolj. Ne vem, če bo takrat turške, mogoče bo že kakšne druge. Ja, recimo. Ampak mogoče zdaj, ko smo se dotaknili tudi tega, ker še en velik in pomemben del vajnega ustvarjanja in dela, ki ga poleg ustvarjanja delate, se pravi, da ti v društvu in ti v zvezi, je tudi to, da zastopata položaj igralcev, ustvarjalcev, tudi z vidika teh urejenosti, kar se tiče pravic. Ne? In zdaj zadnjih 15 let
je to področje v Sloveniji, na področju, kjer vidva tudi delata, je prevzela AIPA, pa me zanima, kako tukaj poteka to sodelovanje, pa kaj so mogoče zdaj v zadnjih 15 letih, kako se te stvari spreminjajo, kako vidva vidite tukaj napredek, kaj vama AIPA na primer predstavlja pri vajnem delu in tako na društvu kot igralca. To bo naš povedal, kaj tako artikulira. Ampak ti si danes tako redko beseda. Jaz te take sploh ne poznam. Kako ne? Sem ne pridem do besede. Ja, prosti, dej. Ne, mislim, jaz sem neskončno hvaležna, da se je pač AIPA ustanovila in tudi neverjetno se mi zdi, da dobro kakšni zdaj usporajam, se lahko reče in lobira in pač res... Mislim, ureja stvari, ki se tiče področja avtorskih pravic. Ja, zelo. Zdaj bo pa naš povedal malo več. Se tam še kaj vprašam? Mislim, treba je priznati, da smo v bistvu v zadnjih, lahko rečem, 4 letih na področju avtorskih pravic in avtorskega prava zelo napredovali, zaradi tega, ker so nam bile končno določene pravice priznane. In iz tega naslova se seveda čaka tudi določena dovoljenja z urada za intelektualno lastnino, ki v bistvu tudi potem dovoli uporabo, če lahko rečem, praktično uporabo teh pravic, torej pobiranje nadomestil in vse, kar je vezano na to. Tako da lahko se v resnici pohvalimo, da imamo v tem trenutku na področju AV del eno najboljših avtorskih zakonodaj na svetu, ne samo v Evropi. Tako da glede tega smo naredili res ogromen preboj in velik uspeh. Se mogoče tukaj jaz lahko zdaj namignem našim poslušalcem pa gledalcem še en tak cukrček, da bo čez zelo kratkem objavljena ena epizoda, ki smo jo že posneli z doktorjem Miho Trampužem, ki je tako starosta tega področja in je tudi na tem zakonu, mislim, zelo veliko je govora tudi točno o tem, kje je Slovenija na tem področju v primerjavi z drugimi državami in je točno to povedal. Je tudi povedal, kje so zdaj še izzivi za naprej, pa je bil kar mal črnogled, moram tudi to povedati, to, kar smo se že malo pogovarjali. Ampak mogoče ena stvar, a se vama pol zdi, ker ena zadeva, ki je bila tudi v enem od preteklih epizod, mislim, da v prvi omenjena, je naprimer, da v Turčiji takih organizacij, kot je AIPA, jih je na stotine, ker imajo tako prav razbito, imajo to sistemsko mrežo organizacij, ki na različnih področjih ali pa mogoče včasih za kakšen studio posebej pa kakšnega igralca zastopajo njihove pravice. Pri nas je to v eni... Je kolektivna organizacija. Ja, ampak je znotraj ene, se pravi, da se ti pogovarjaš in se pravi, da iz tujine se pogovarjajo z eno, v navednicah, upravno osebo, vi se pogovarjate z eno, ne, da morate zdaj ne vem koliko koncev. Se vam to je tudi, ne? Meni je to super, jaz sem ful hvaležna, da je tako. Seveda so določeni osebki znotraj Slovenije, ki si želijo, da ne bi bilo tako to monopolno, ampak jaz, taka kot sem, pa meni je všeč, ker se mi zdi, da je najprej res tako, so stvari transparentne, jasno vidim kaj, koliko, kje, kdaj in jaz si ne predstavljam, da bi morala kot prvo jaz sama, na primer, se pogajati pa bonkati za ene stvari in tudi ne bi se mi predvsem delu dalo, da imam 5 takih, s katerimi imam pol jaz, ki imam članstvo pa pravice, pa bi morala to zbirati. Hvala lepa. Gospa je na komod. Pa ne, gre tudi v bistvu za to, da absolutno, kar je rekla Mojca, tudi mi smo tako majhna država, da je v resnici, koliko je članov, oziroma ljudi, ki se ukvarjajo z AV sektorjem, je v resnici ena kolektivna organizacija dovolj. Ker to seveda za sabo potegne tudi določene stroške, tudi razumevanje samih pogajanj med, recimo, od kabelskih operaterjev do v končni fazi kinoprikazovalcev. Tako da dobro je, da imamo organiziran sistem, kjer imamo eno kolektivno organizacijo in kjer so v bistvu pravice, ki jih imamo danes, so na neki točki tudi neodpovedljive. To pomeni, da se ustvarjalci s pogodbo ne morejo, praktično zakonsko prepovedano, da bi se odpovedali vsem pravicam, kar tudi omogoča neko zaščito in podobno. Tako da zdi se mi, da kar se tiče avtorskih pravic in kolektivnega upravljanja avtorskih pravic, ki jih imamo pri nas, da je to v tem trenutku najbolje urejeno, veliko bolje kot v Turčiji, kjer je v bistvu število teh kolektivnih organizacij prerazpršeno in v tem smislu tudi toliko bolj nepregledno. Kako pogosto pa ste na vezi z AIPO?
Tebe sem prej slišala, kaj si notri vprašala, da si imela na vprašanje, pa si dobila odgovor takoj na tisto vprašanje, ki si ga imela. A ne? Ja. Midva sva oba tudi člana spota, to je svetovalno-posvetovalno telo. Tako. Na AIPI imamo mesečna srečanja, mesečne seje. Jaz se skušam tudi redno udeleževati, kaj so to, skupščine, občni zbori, skupščine. Tako da pa skozi hodim gnjaviti, kaj ne vem, kako moram izpolniti. In gospe v pisarni vedno so ti na voljo. Da se to ti že ful odtehta, da ne rabiš škod skakati okoli. Ja. Ja, zveza pa tudi redno sodeluje pravzaprav z AIPO, ne. Tako da, ker imamo v končni fazi skupen interes, ne, in to je seveda napredek celotnega AV sektorja, ne. Še posebej, tako bi rekel, z nasprotnim bregom, ne, ki so odločevalci, ne, torej politika. Ja, mislim, meni se zdi krasno, ker imamo tudi soskladi, a ne, določena sredstva grejo v sklade in iz teh skladov potem društva črpamo in večino stvari, ne vem, vseh teh izobraževanj, ki jih izvedemo, gre iz tega denarja. In tle se pokrije, mislim, to so tudi velika imena iz filmskega sveta, ki pridajo potem med sem delavnice in si člani naši, če bi sami si to v bistvu privoščili, mislim, ne bi si mogli, marsikdo si ne bi mogel privoščiti. Je pot, je bivanje, mislim, je že sama potem delavnica stane. Tako da mi smo neizmerno veseli za to vrstno sodelovanje in hvaležni za vsa ta sredstva, ker se res super stvari razvijajo. Zdaj, mogoče za konec bi, preden vaju vprašam, kaj počneta zdaj in kakšne stvari, ki jih tako delata, pa sta ful excited. Eno stvar, ki smo se prej pogovarjali o tej kreativnosti, ne, bi šla malo nazaj na poklic igralca, igralke. Ne. To je v človeštvu, po mojem, že odkar vemo zase, ne, še po mojem pred starimi Grki, pa to so se s temi stvarmi tudi v teh skupnostih, ki so živeli. Rituali, ne? Ja, rituali in tako naprej, ne, in so se zabavali, kakorkoli, pa prenašali neko znanje, ne, ali pa iz ust do ust tradicija. Kako pa vidva gledata na vajin poklic za naprej? Kako, mislim, zdaj smo šli danes malo tudi v ta mračnejše vode, ampak mogoče tudi tako na širše, no? Kje se vidita, kaj si želita za prihodnje? Kaj si želiva, kako naj bi poklic gledal, ker on se sebe vidi na krasu, ko kopava zemljo. S harmonika in fajn. Ne, lahko damo tako, recimo razbiti. Gremo tako na ta del, ki ga počnete kot igralca, lahko pa pol poveste tudi kaj tako zasebno, kaj si želite, pa kaj počnete. No, tako. Jaz sem svobodnjak, tako da nisem nikjer zaposlena in imam tako lagodno si rečem, ena premiera na sezono, še raje vidim 1 na 2 sezoni, zaradi tega, da se res lepo izpoje in gremo nov študij. Želim si, jaz res neizmerno rada snemam. Pač film je moja velika ljubezen, tako da bi si želela kakšne take fajn vloge, rečemo, da je kakšna taka dobra kost zaglodati. To, kar se tiče poklica. Imam še pa malo širše. Želel bi si mogoče, da bi se nekako odnos do poklica morda v tem trenutku spremenil, ne? Da bi ga resno imali tudi tisti, ki se z njim ukvarjajo, zato da bi ga lahko resno imali potem tudi tisti, ki ga, kako bi rekel, ocenjujejo oziroma ki ga reflektirajo. Jaz sem mogoče malo bolj kritičen pogled v tem trenutku, kar se tiče neke intelektualne poštenosti znotraj v bistvu kulturnih krogov in se mi zdi, da se to potem tudi odraža na drugi strani na družbi in v bistvu politiki, kako politika pravzaprav kulturo v tem trenutku spremlja. Kar se tiče v bistvu neke osebne kariere, jaz sem zaposlen v bistvu v Slovenskem narodnem gledališču Drama v Ljubljani, jaz sem že več kot 20 let član te hiše. Lahko rečem v bistvu, da mi je ta hiša ogromno dala nekega znanja, ne? In sem v bistvu zadovoljen kot člana, ne? In se v resnici priznam, ne predstavljam, kako bi bilo, če bi recimo bil na svobodi, ne? Sem človek, ki v tem smislu potrebuje neko kontinuiteto in rabim v bistvu neko delo, neki treba nastop, neki
Mletno, migatno, tako, ja, še različni smo si, a ne? Med Ja. sabo. Koliko imaš premier na leto, na sezono? Tam 2 do 3. Je pa tudi res, da v bistvu, tako kot je rekla Mojca, moja ljubezen je v resnici vse bolj in bolj tudi film. In sem v bistvu tudi v tem trenutku tudi vesel, da pravzaprav se pripravlja nek nov projekt, neka serija, to mogoče lahko že povem. A res? Ja, Trezor, ki jo trenutno snema Matevž Luzar, to je v bistvu, bom rekel, v tem trenutku slovenska koprodukcija, no, ampak bo pa, kolikor sem razumel, bo v resnici to neko tudi večje mednarodno sodelovanje. Ne. Ja, v bistvu zdaj sem začel v bistvu snemati, ne. Nekaj so že snemali, zdaj se je pa Orang začela. Ne. To je za nacionalko? Ali? Za nacionalko, ja, ampak je pa zelo zanimivo, ker je prvič zares tako velika serija, da je veliko več tudi mednarodnih povezovanj, torej niso samo slovenski igralci, ampak so tudi igralci iz Hrvaške in iz Črne Gore, če se ne motim, ne. Tako da bo v tem smislu tudi prišlo do nekega koprodukcijskega sodelovanja verjetno različnih televizij, ne. Kar je v bistvu kar lahko rečem, nek lep napredek. No. Super. Ja. Top. Kaj pa ti? Jaz čakam zdaj, da 2 filma prideta ven. Od Cvitkoviča Hotel Alkohol in od Urše Menard, se ne spomnim naslova, ki je dolg. Ampak ja, in se jo neskončno veselim. Sem res že tako firbčna, ker je to zdaj že, 2 leti bo. Od tega, kar ste posneli? Zaključili? Ja. To se pa verjetno vmes tudi nastala malo, ker smo imeli ta nesrečen zaplet s slovenskimi kinematografiji in je cel kup filmov v vrsti čaka, a ne? Ampak ja, dobro. Kaj si, te zanima, kaj imam tako še? Jaz sem zdaj konec leta izdala eno knjigo, tako da imam zdaj ogromno dela s tem, s predstavitvami. Pripravljen se k pisanju nečesa novega, tudi en scenarij moram dokončati. Kaj pa vem, jaz sem malo preveč razpršena, se mi zdi, da je kolega tlele boš predala je bolj... Ne, veš zakaj? Toliko imam enih po listkih in predalih in ful imam enih idej in to bi morala. In v resnici bi rabila ful enega, da me... Da te drži malo, da si... Morala bi iti v Španovijo, ker sem sama, in jaz pol me kar spet nekam drgam. In če imam nekoga, da bi rekel, Mojca, zmenjena sva, danes piševa. Je bilo lažje. Ja. Kaj pa ti? Preden zbežiš na Kras ali si že na pol tam? Ne, jaz pa v bistvu v tem trenutku, poleg te serije, v resnici delam novo predstavo v drami. 18. aprila bo premiera Komarji, avtorice Lucy Kirkwood, režiserka pa Maša Pelko. Top. Tako da vabljeni. No super, a smo še kakšno stvar pozabili? Ne, smo kar pokrili. Pa moje smo v redu, no. No? Ja, pa hvala, ne? Ja, hvala tebi. Hvala za povabilo, hvala za super lušen klepet. Nisem bila redkobesedna. Sam si zelo predajala, tako sem bila taka fajn sogovornica, tako se pa da še ti malo povej. Tako da hvala obema. Z veseljem.